Bog vas živi, moji prijatelji. Danes je gost v Prekmurju, v kapucinskem samostanu Kančevci. To je zadnji samostan, ki ga predstavljamo v sklopu kapucinskih samostanov v Sloveniji. In lepo dobrodošlico želim tukajšnjemu predstojniku, provincialu Primožu. Hvala Jezus in Marija. Ne ve, komaj. Morda bi vas na začetku prosil, če se našim gledalcem daje pot poti na kratko predstavite. Torej sem brat Primož, pišem se Kovač. Doma sem iz Gorenjske, iz župnije Škofja Loka. Tukaj v tem domu pa sem sedaj že 5. leto. Pri bratih Kapucinih pa sem dejansko že od osnovne šole naprej. Po osnovni šoli sem prišel malo v semenišče v Ljubljani in potem ostal več čas. Večne zaobljube sem naredil leta 1987. 2 leti kasneje sem bil posvečen od duhovnika in moje dosedanje službovanje je bilo glavno v Ljubljani, zadnjih 5 let pa tukaj v Kančevcih. Kakšna je naloga provinciala in zakaj vse skrbite? Provincial je predstojnik province, ki za nas Kapucine pomeni, da pokrijemo področje celotne Slovenije, to je trenutno 7 naših bratstev. Predstojnik pomeni najprej gotovo zastopnik slovenskih Kapucinov tudi navzven, pred ostalimi, in pa predvsem navznoter pa predvsem nekje animator, tisti, ki nekako spodbuja, animira življenje znotraj celotne province, oziroma na ravni tudi province, seveda pri tem tudi pomagajo drugi bratje. Potem je pa, vidim pomembno vlogo tudi na ta osebni stik z vsemi brati, spremljanje, kaj se s kom dogaja in pa biti tudi v različnih preizkušnjah z njimi. Lepo. Sedaj bi vas pa prosil, če bi nam predstavili tale kapucinski samostan v Kančevcih v Prekmurju. Tako, ta dom duhovnosti Kančevci je pravo ime, nismo formalno ustanovljeni kot samostan. Tukaj živimo 3 bratje, prav z namenom, da bi vodili ta dom, omogočali se v njem dogajajo duhovni programi, hkrati pa tudi eden od nas vodi župnija Kančevci in pa tudi smo na razpolago duhovnikom, da prihajamo na pomoč v njihove župnije, kolikor nas prosijo. Torej, dom duhovnosti letos ravno mineva 20 let, ko je začel delovati, ko je sprejel prvo skupino. Je dejansko na novo zgrajen. Tukaj je predtem bilo že zgrajeno župnišče, ki pa je bilo zapuščeno, se je dolgo časa ni tukaj živel noben duhovnik. Zelo dragoceno mi je to, da prvi, ki so dali pečat temu kraju, so bili benediktinci, ki so prišli sem tam v 11. stoletju, tukaj živeli 300 let in od njih pravzaprav je ostalo prav ime tega hriba, ki ga domačini imenuje kar Bedenički breg. Tudi cerkev je ostala mazavetnika svetega Benedikta in s tem tudi celotna župnija. Se mi zdi, kar to en tak pomemben začetni pečat tega življenja z Bogom, ki so ga prvo dali pred res dolgimi stoletji nazaj, prav benediktinci.
Mi, bratje Kapucini, smo vsem prišli leta 1988 in sicer na prošnjo duhovnikov iz pomurskega področja, torej župni tukaj iz Prekmurja in še z druge strani Mure, to, kar danes obsega soboška škofija, prav z namenom, da bi na tem kraju bil dom duhovnih vaj. Bratje Kapucini takrat so sprejeli ta izziv, tudi s pomočjo mariborske škofije takrat in pa tudi tu nekaj pomočjo tukaj domačinov, domačih župni zgradili ta dom. Veliko so nam pri tem pomagali tudi bratje Kapucini iz tujine, da je pač nastal tale dom in je precej velik. Lahko sprejmemo čez 100 ljudi hkrati in včasih je res poln, včasih zgleda, kot da je še premajhen. Ja. Je pa verjetno tudi potrebno, da si človek najde ob tem materialnih dobrinah, ob tem vrvežu, gneči tudi nekaj za sebe, za Boga, za dušo. Ja, človek ne živi samo od kruha. Ni dovolj samo preživeti, ampak pomembno je res svojemu življenju dajati eno vsebino, eno polnost, eno veselje, eno zadovoljstvo. In gotovo, da prav to kaže, da je človek neko presežno bitje. In prav ta presežnost se kaže v tem, da išče enega duha v svojem življenju. In ta duh gotovo najboljša pot, da izpolnjevanje tega je prav povezano z Jezusom Kristusom. Vse ljudje danes iščejo zelo različne duhovnosti, lahko rekel. Pota, kako bi izpolnili svoje življenje, sem zagotovo je ta Jezus Kristus, človečeni Bog, je tisti, ki nam najbolj v polnosti pokaže, kako mi lahko živimo to pristno človeško življenje. Kakšen je pa utrip vaše župnije in posvečena tudi svetemu Benediktu? Kdo pa je bil? Torej, župnija Kančevci, posvečena za katere zavetnik je sveti Benedikt, je zelo obsežna župnija, vsega kar 21 vasi. Je pa značilno prav to, da živimo na področju, kjer je večina ljudi evangeličanske vere. In so katoličani pravzaprav v manjšini, tudi tako bolj razpršeni med ostale prebivalce. Zato imamo zelo veliko tudi družin, kjer so navzoči mešane družine. Nekaj jih je evangeličanov, nekaj katoličanov. Tako da je to en poseben izziv za našo župnijo, kako tudi tem ljudem, ki živijo v takšnem okolju, nekako tudi dati na to identiteto katoliškega vernika. Koliko pa imate obiskov svetih mož, koliko veroučencev? Tako, svete maše imamo tukaj v župnijski cerkvi, Kančevci, in redno so to 2krat na teden, samo sobota zvečer in pa nedeljo dopoldne. V nedeljo dopoldne je pa še ena sveta maša na podružnici. Izmenjavate se kapeli v Seblu in pa v Prosenjakovcih. Kada pa pride še te 5. nedelja v mesecu, je pa v kapeli v Andrejcih sveta maša. Tukaj smo v cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih. V Prekmurju, to je del Goričkega. Cerkev se prvič omenja že v listini madžarskega kralja Andreja II. Leta 1208. Zgodovinarji, med njim je znameniti prekmurski duhovnik Ivan Zelko, omenja, da so tukaj bili benediktinci, že okrog leta 1093, ki so prišli iz Madžarske in ustanovili opatijo Deborki.
Prvotno je celotno Prekmurje spadalo pod Zagrebško škofijo, pozneje pa je ta gornji del pripadal škofiji Džir na Madžarskem. Cerkev, v kateri smo, je verjetno že tretja, ker je bila na novo postavljena oziroma zgrajena leta 1896. Tukaj je živel znameniti duhovnik, prekmurski katoliški pisatelj Mikloš Kuzmič, ki je umrl leta 1804. Napisal je 7 knjig. V cerkvi imamo tudi nagrobni spomenik, ki ga je besedilo sam sestavil. Sedanja župnija svetega Benedikta obsega velik predel Goričkega, 21 vasi. V teh vaseh je večina prebivalcev pravzaprav evangeličanske ali protestantske veroizpovedi. Verjetno okrog 2000. So pa v 2 vaseh tudi Kalvini, to je ta reformatorska cerkev, ki so pretežno madžarskega, torej Madžari, ali govorijo madžarski jezik. Tukaj ob meji je 5 vasi, ki imajo uradno priznano tudi kot govorni jezik, oziroma tudi vasi so poimenovane tudi v madžarskem jeziku. Tako kot Porsenjakovci Partošvalva. Imajo tudi dvojezično šolo, torej slovensko-madžarsko v Porsenjakovcih. Pred leti je bila tudi v tej cerkvi, so bila arheološka izkopavanja, ki je bilo zelo pomembno za prekmursko cerkveno in kulturno zgodovino. V cerkveni ladji so bili odkriti srednjeveški grobovi, srebrni novci 16. in 17. stoletja, fragmenti srednjeveške keramike, stekla in železni žeblji. Pri poglabljanju notranjosti cerkve pa so odkrili tudi več gradbenih faz. V apsidi pod oltarnim predelom pa iz opeke zgrajeno in obokano grobnico. In odkrit je tudi meter širok opečen temelj, ki naj bi imel s sedajno cerkvijo nič skupnega, najbrž je ostanek nekdanjega obrambnega sistema proti vpadu Madžarov in pozneje tudi Turkov, ker je bila ob tem zidu najdena železna sulična ost. Torej, tu v cerkvi svetega Benedikta smo. Cerkev je posvečena svetemu Benediktu Opatu. Tudi to je znamenje, da so živeli tukaj benediktinci, ki so verjetno bili vsaj kakšne 200 let in upravljali, bi lahko rekli, tudi dušopastirstvo v tem predelu Prekmurja. Sliko imamo, ki predstavlja svetega Benedikta, v rokah ima torej knjigo Vodilo, ki ga je on napisal za red. Iz leta pergament, rokopis okoli leta 1205 iz benediktinskega samostana Admont. Prekmurje tudi, seveda tudi protestantski pisatelji so bili, ne? Tukaj namreč je Novi zakon ali testament Gospoda našega Jezusa Kristusa, zdaj prvič z grčkega na stari slovenski jezik obrnjeni po Števan Kuzmič Šurdanskom. To je Kuzmičev prevod Nove zaveze iz grščine leta 1771. Ne?
Mikloš Kuzmič, tukajšnji župnik, znan kot prekmurski duhovni pisatelj, ki je napisal 7 knjig, je preden je umrl, sestavil v latinskem jeziku tudi nekakšen nekrolog, nekako bi temu rekli, ne? In začenja hic jacet terens, tu leži kot prah zemlje. Konec je mojega življenja, 67 let sem živel v tem svetu. Pridigal sem 40 let. In tu je napisan tudi, kje je bil rojen, Donji Slaviči, Nikolaus Kuzmič. In da je bil v Ivanovcih, ki je umrl. Angel varuh naj me dviga in na koncu pravi, ti, ki bereš te črke, lektor ore prome, moli za mene. Umrl je, točno lepo piše, 11. aprila 1804. Lahko sem, tam boste to videli. Kuzmičone, temu pisatelju. Tu pa v tej župniji svetega Benedikta, Kančevsk, v vasi Ivan so bili rojeni iz rodbine Kodela Ivanovci, katoliški duhovniki. Smrti Beltinci, Števanovci to je porabil, Beltinci, Gornji Senik porabil, Radna, ta zadnji pa še živi, ne. Geslo tega dr. Franci Ivanovci je pa bilo, celi moj žitek na tome bo, da ne vam pomagam. Vse moje življenje bo na tem, da vam pomagam, ne. Sedaj smo v kapeli svetega Leopolda Mandiča. V župniji svetega Benedikta sem župnik. Bernard Javk je moje ime, doma sem tu iz Goričkega, iz župnije Sveti Jurij v Prekmurju. Sem sicer iz nemško govoreče družine, nekoč so bili tukaj ob avstrijski meji, torej 3 vasi pretežno nemško govoreče. Za duhovnika sem bil posvečen 29. junija 1962 v Mariboru, skupaj s svojim kolegom, ki je prav tako tukaj v Kančevcih, Gabriel Recek. Lansko leto sva imela zlato mašo, torej 50 let duhovništva. Kako se pa spominjate te zlate maše? Slovesno zlate maše smo obhajali v domači župniji Sveti Jurij v Prekmurju, tukaj v Kančevcih, prav tako v Mariboru, kjer sem bil več let župnik, pa še v Ljubljani in pa celo v Zagrebu, kjer sem študiral na filozofski fakulteti, so me povabili, da sem tudi tam imel nekakšno ponovitev zlate maše. Tukaj v naši župniji imamo maše v cerkvi samo ob nedeljah, praznikih in pa v sobotah zvečer. Katoličanov je zelo malo, mnogi so tudi mešani zakoni, zapravi Angličani in tako dalje. Prav tako potem imajo eni sorazmerno daleč, pri 8 do 10 km, tukaj v bližnji okolici cerkve pa imamo pravzaprav samo 2 družini, ki so katoliške, ne. Tako da imamo ob delavnikih mašo kar tukajšnji kapeli svetega Leopolda. Mi imamo, drugače zelo bogati smo, ker imamo 23 pokopališč v naši župniji, kar je fenomen za mnoge, ker imajo mnogi župnije samo eno pokopališče, ne. V 21 vaseh, to se pravi 23 pokopališč.
V lanskem letu smo imeli torej 6 krstov, 7 pogrebov in 4 poroke. Tudi prvopajencev ni bilo veliko, jih je bilo 6. Tukaj sta se rodila 2 znamenita moža. To je Jožef Borovnjak, ki je bil dolga leta župnik na Cankovi, ki se zelo zavzemal torej tudi za ljudi, so ga imeli v lepem spominu, in pa dr. Franc Ivanovci, rojen tukaj v sosednji vasi Ivanovcih, ki je bil župnik na Tišini in pa je pokopan tukaj, zelo se prizadeval, da bi ohranil jezik. Na spomeniku ima tudi napisano: budil in branil narod svoj. Kako vidite razliko sedaj, pa takrat, ko ste se odločali za redovni poklic, kakšna je bila tista globina vere, molitve, obisk svetih maš, verjetno čisto drugače, kot je zdaj? Prihajam iz družine, kjer je bilo 13 otrok, oče je bil 2krat poročen, torej iz prvega zakona 5, iz drugega zakona, ki sem jaz, je bilo 8 otrok. Doma smo molili, do cerkve je bilo kar sorazmerno daleč, skoraj 3/4 ure. Po končanju osnovne šole me je župnik takole vprašal, če bi se mogoče odločil za poklic duhovnika. Rekel, imam enega svojega znanca, ki pa živi v Varaždinu. Tam so redovniki, kapucini, če se čutiš, da te Bog kliče, te lahko napotimo v Varaždin. Sem bil najprej v Varaždinu, tam sem končal 2 razreda gimnazije in tudi tisto leto preizkušnje, novicijat. Nato sva skupaj s tem svojim kolegom šla v Zagreb, ker sva na gimnaziji maturirala, nato pa 3 leta študirala na teološki fakulteti v Zagrebu. Naslednje 3 leta pa v Ljubljani. Takrat je bilo to sorazmerno še lepo biti duhovnik, tudi moji starši so bili ponosni, da sem se odločil, čeprav mi je oče rekel, ko so taja, če misliš, da nisi, zato se kar vrni domov. V svojem duhovniškem življenju sem imel verjetno 14 postaj. Začel sem v Vipavskem križu, po novi maši sem žal moral še kojakom, ker sem moral na dosluženje, ker sem bil začasno nesposoben v Štip, v Makedonijo. Po končani vojaščini sem potem prišel v Zagreb, ker sem tudi študiral na filozofski fakulteti latinščino in grščino. Nato sem prišel v Osijek, kjer sem 4 leta poučeval na gimnaziji latinščino in grščino. Iz Osijeka v Ljubljano, kjer sem bil kot kaplan, iz Ljubljane v Maribor, kjer sem bil župnik 4 leta, nato sem prišel v Celje, kjer sem bil 8 let, tudi v eni hribovski župniji, Svetena nad Celjem. Iz Celja sem bil poklican v Ptuj, kjer sem bil 3 leta župnik župniji svetega Ožbalta. Ponovno sem se vrnil čez 3 leta v Celje, kjer sem bil 2 leti, iz Celja ponovno v Maribor, kjer sem bil spet župnik. Iz Maribora sem šel za 1 leto v Celovc. V Celovcu sem potem bil na razpolago nemško govorečem in slovensko govorečem, hodil sem tudi po župnijah na Koroškem. Po 1 letu sem se vrnil nazaj v Maribor, iz Maribora po 7 letih v Ljubljano, kjer sem bil v Ljubljani, 2 leti kot vzgojitelj naših mladih redovnikov. Nato sem za 1 leto prišel spet v Celje,
zaradi obnove celjskega samostana. Po enem letu sem prišel nazaj v Ljubljano, iz Ljubljane pa leta 2007, tik pred Božičem v Kančevci. In tu sem sedaj 5 let. V oddajah Pot poti smo vse te samostane si ogledali v Sloveniji, gledalci si jih lahko ogledali na Krščanskem strežniku RKC. Jaz bi pa imel vprašanje, kaj je pravzaprav tisto v Bratih Kapucinih, vse po pismih sodeč, ugotavljam, da ste tako blizu ljudem, da vas imajo ljudje radi, da vas spoštujejo, da izžarevate tisti Jezusov oziroma Frančiškov duh. Verjetno vsi tisti, ki se odločamo in se čutimo poklicani živeti po karizmi svetega Frančiška, se nekaj od tega navzamemo, te njegove preprostosti. Mi vemo, da je sveti Frančišek celo bil nekakšen pesnik, tista sončna pesem, kot temu rečejo. Nekateri naši so celo tudi prepevali, poznate verjetno, da Kapucini tisti tudi izdali 2 kaseti. In se zdi, da smo v glavnem tudi v krajih, kjer smo zelo povezani z ljudmi. In ljudje so nas sprejeli, tako da se vedno, kamorkoli sem jaz prišel, sem se čutil sprejet. Ali je to bilo v Avstriji, ali je to bilo na Hrvaškem, ali je to bilo v Sloveniji, v vseh teh samostanih, bil sem v vseh samostanih, vsaj kdaj pomagal, ali je to bilo Škofja Loka, ali je bilo to Krško. Tako da v vseh teh samostanih sem vsaj bil, če ne nastavljen, vsaj kaj pomagal. Jaz se vam zahvaljujem za sprejem, pa za vse besede, ki ste podelili z našim gledalci. Ob tem priložnosti bi vam želel še obilo zdravja, pa obilo Božjega blagoslova in naj vam Bog v večnosti povrne za vse tisto, kar ste naredili za tega malega, ubogega človeka v Pokloni. Ja, vesel bi bil, če bi lahko še nekaj let bil v službi ljudem in Bogu. Bog daj. Gospod mi je dal brate, Gospod mi je dal brate, dal mi je brate, da jih ljubim, dal mi je brate, da se jih veselim, dal mi je brate, da jih sprejemam, dal mi je brate, da zanje živim. Gospod mi je dal brate, Gospod mi je dal brate, dal mi je brate, da jim zaupam, da molim in z njimi Gospoda slavim. Dal mi je brate, ker neskončno je dober, on ve, da z njimi se lahko posvetim. Gospod mi je dal brate, Gospod mi je dal brate. Gospod
Tako lahko rečem, da ljudje tukaj nas imajo zelo radi, so nas sprejeli in nekaj takih lepih stvari se dogaja tudi tukaj med verniki. Tako, lahko rečem, da tukaj je zavzetost tudi za skrb za kapele, za cerkev. Ena zelo lepih stvari, ki smo jo pravzaprav lani prvič izpeljali, je bil župnijski dan. To je bilo prav priložnosti praznovanja župnijskega zavetnika in hkrati tudi druga dva brata, ki sta tukaj z menoj, sta oba obhajala Zlati maši, to smo to združili skupaj in še eno tako župnijsko praznovanje, kjer so se res zelo lepo odzvali župljani in dejansko cel dan preživeli skupaj. Zelo lepo dogajanje v župniji je tudi v adventnem času, ko Marija potuje po župnijah, po družinah in to je res taka lepa srečanja so po družinah, kjer se zbere več sosedov skupaj, prav v skupni molitvi, prepevanju pesmi in tudi pogostitev je na koncu, da ta državni del, da skupaj lahko se poveselijo. Župniji delujo tudi župnijska Caritas, ker kar precej ljudi tukaj so potrebni pomoči. Tako kot pod vseh ostalih župnijev. Končali smo tudi v Slovenski cerkvi ekonomsko gibanje oziroma osmino za spriževanje, komunizem. Kako ste ga vi preživeli? Torej, sami smo ga preživeli bolj v obliki bogoslužij, torej da je cel teden so bila bogoslužja po različnih kapelah v župniji. To je pač nekaj, določeno število ljudi se je tukaj zbralo k temu bogoslužju. Navzven sodelovanje z evangeličani pa imamo posebej v mesecu avgustu, ko se v kapeli v Andrejcih je ena tako skupna bogoslužje, posebno bogoslužje, ki jo pripravljamo evangeličani in katoličani skupaj. V tem času, da tame molitvene osmine pa teh srečanj ni, ker je pač že ono utečeno. Naj bi še kakšno besedo povedali, kdo je pravzaprav, kdo je Leopold Mandič? Naša kapela tukaj v domu je posvečena svetemu Leopoldu Mandiču. Lahko rečem, da je svetnik našega časa. Posebej nas povezuje z njim to, da je tudi dobro leto preživel v Sloveniji, in sicer v Kopru, v začetku 19. stoletja. Doma pa je bil iz Črne Gore, z kraja Herceg-Novi. Večino svojega življenja kot redovnik pa je živel v Padovi, kot spovednik. In danes ga poznamo predvsem kot svetnika, spovednika in prav kaže na to, da kako pomembno je in pa pravzaprav potreba človeka je, da se osebno sreča z Gospodom, z Bogom. Prav zakrament svete spovedi nam to dejansko zelo nazorno, otipljivo doživeto to omogoča. Zanimivo je, kot so bombardirali Padovo, da je pravzaprav njegova spovednica ostala cela, vse ostalo so pa porušili. Ja, to je tudi sam napovedal že, torej da res, ko so v koncu vojne, ko so bombardirali Padovo, so celoten kapucinski samostan v Padovi je bil porušen, vključno s cerkvijo. Edino res, kar je ostalo, je tista sobica, kjer je on spovedoval. Je še zdaj ohranjeno, je del muzeja v Padovi. Jaz bi naše gledalce oddaje Pot poti povabil na krščanski strežnik RKC, kjer si lahko tudi to oddajo pogledajo in so toplo vabljeni. Kateri svetnik pa je vam, brat provincial, najbližji? Meni je zelo blizu Frančišek Asiški. Preprosto zato, ker je svetnik, ki ni samo za eno obdobje, ampak je res nečasovno. In tista nečasovnost, ki ga prav dela, pa je ta res živa povezana z Jezusom Kristusom. In potem tudi vse tisto, kar je konkretno v njegovem življenju sledilo iz te povezanosti s Kristusom, to je predvsem ta
življenje za preprosto življenje, skromno tudi za povezanost z naravo, prav za to prinašanje miru med ljudi, zavzemanje za mir, potem globoko povezanost s Kristusom, prav v Evharistiji, v Svetem pismu, dejansko pravzaprav res toliko stvari zauzema in svetnik je res nagovarja in vedno znova ga še odkrivam njegovo veličino, globino. In ena stvar, ki mi je izredno tudi nagovarja pri njem, pa je prav to, da to je bil svetnik, ki je bil v svoji globini vesel svetnik. Radostni svetnik, odrešen svetnik. Tako bi morali biti tudi naši kristjani, ne? Ja. Temu težimo, temu smo poklicani. Bog daj. Jaz bi naše gledalce oddaje Pot poti povabil na Krščanski strežnik RKC, kjer si lahko vse oddaje o vseh kapucinskih samostanih v Sloveniji tudi pogledajo, ogledajo. Morda so tudi tisti, ki nas gledate, gledalci in gledalke, bližino vašega kraja, konca ali župnije ali škofije. Moram vas vprašati, kaj je pravzaprav tisto pri bratih kapustinih, da ste tako blizu malemu človeku, vas imajo ljudje radi. To povzemam po številnih pisem naše gledalce oddaje Pot poti. Ja, to bi dejansko morali ljudi vprašati, kaj vidijo na nas. Je pa to dobro znamenje. Jaz sem vesel, če nas tako prepoznavajo. Sam pa res vidim tudi, da smo sprejeti, da imajo dobro besedo za nas, lepo besedo. In vse tukaj, ko živim tukaj v domu duhovnosti v Kančevcih, vidim, koliko ljudi se res z veseljem vrača nazaj. Nekateri so kar dejansko že redni obiskovalci našega doma in ja, prihajajo tudi po več let k nam, da so pravzaprav res že sprejeli ta dom tudi za svoj dom. Večkrat slišim, spet smo prišli domov, kako da je sem. Me veseli to. Hvala Bogu, da je tako. Je morda red kapucinov strožji od frančiškanov, minolito? Težko reče, kaj je strožji. Danes mislim, da ni velikih razlik med nami. Preprosto zato, ker vsi težimo k izviram, torej svetemu Frančišku in k evangeliju. Preprosta zgodovina je naredila razlike med nami, ki pa jih danes mislim, da vedno manj, čeprav še zmeraj smo vsak za sebe potrebni. Ali obstaja tudi ženski red kapucink? Obstaja ena veja sestre Claris, ki se imenuje tudi kapucinke. V Sloveniji jih ni. Mislim, da najbližje nam so v Italiji, v Meštrah, pri Benetkah. Sam sem obiskal njihov samostan na Slovaškem, oziroma na Moravskem, Štenbergi. Pravzaprav gre res za sestre Clarise, ki živijo ta klauzulni način življenja, predvsem molitveni način življenja. Me pa pri njih tudi nagovorila res ena taka sproščenost, odprtost. Se pa posvečajo res predvsem molitvi. Seveda sedaj naši gledalci tudi sprašujejo, vsi tisti, ki bi želeli priti na duhovne vaje k vam, kako to storiti, kako se to najaviti? Kaj ponujate? Naš program je objavljen na internetni strani Bratov kapucinov. Čeprav tisti program ni dokončen, se še vedno dopolnjuje. Potem izdali smo tudi posebno knjižico, ki jo vse po naših samostanih gotovo lahko dobijo. Kdo bi želel, lahko tudi prosi, pa jo pošljemo. Preprosto se pa, kdo želi priti k nam, prijavi preko elektronske pošte ali preko telefona. Pa se stvar veli, ne? Ja, rad bi rekel tudi to, da ni potrebno ravno iskati samo v katerem programu pridem, bi se ga udeležil, da kdor tudi začuti eno željo po tišini, eni umaknjenosti, da lahko tudi pride kadarkoli si da želi. Kajti ti kraji na Goriškem so tudi lepa narava, ki pa tudi zraven
duhovnosti tudi nudi sprehode za družine, za otroke. Ne? Se skoraj ne predstavljam doma, da bi bil nekje v enem urbanem okolju, kjer bi bilo res veliko teh zunanjih motečih stvari. Nismo čisto na samem, vse je nekaj hiš okrog, ampak je pa dovolj te samote in umirjenosti. Kako pa vidite vašo mladino? Našo mladino? Najprej, če začnem s mladino tukaj v domači župniji, vidim tako, no, da so predvsej ujetniki sedanjega časa. Da je kar potrebno predvsej napora, truda, da ohranimo stik z njimi. Pač preprosto treba jih pripraviti do tega, no, povabiti k temu in najdete na konkretno stvar, kako bodo povezani z nami. Potem mladina, če druga mladina, tako rečem, je tisti, ki pač prihajajo k nam in bi radi postali bratje kapucini na polno življenje. Ne. In potem raziskujemo, skupaj iščemo, ali je res ta način brata kapucina tisto, kar ga lahko ne izpolni, bo dajno veselje in življenje. Da bo sam vesel in da bo tudi potem to veselje izražal drugim ljudem. Človek nikoli ne ve, katera beseda ga nagovori, kako ga Bog kliče. Morda bi vas še prosil, ker so z nami tudi mlajši gledalci oddaje Pot poti, kako poteka vstop novicijat večne zaobljube pri vas, na kratko, če lahko. Najprej, tisti, ki res začuti klic, veselje, da tega da bi živel naš način življenja, se preprosto lahko zglasi v kateremkoli od bratov kapucinov, mu pove svoje želje, svoje čutenje, svoje iskanje in potem bomo že našli pot do tega, da bo izrazil tudi v pisni obliki res želje, da bi vstopil v kapucinski red. Potem naprej pa je eno tako potovanje, lahko rekel, ki je predvsem namenjeno temu enemu preverjanju, ali me res Gospod tukaj kliče in pa odkrivanju, kam pravzaprav vstopal. Ta pot je razdeljena na več takih etap. Prva etapa se imenuje postulat, traja 1 leto, kjer se res posveča ta kandidat vsem temu, da pobliže spozna naš način življenja, z nami tudi že živi, in sicer to imamo v samostanu v Baskem Križu na Primorskem. Hkrati pa nekje mu ponudimo tudi tisto, da bi poglobil svojo vero. Predvsem je namenjeno v tem času, da bi res začutil, kaj pomeni verovati, vzpostavil res takšen pristen odnos z Gospodom. Druga etapa se imenuje novicijat, kjer pa gre že za res tako bolj sistematično odkrivanje našega reda, vstopanje, tudi že bolj konkretno deleženje tudi pri načinu našega življenja. Odločili smo se, da bi ta novicijat potekal v eni malo večji skupnosti, zato novinci odhajajo v Italijo, v kraj Sant'Arcangelo di Romagna, to je blizu Riminija, kjer bratje kapucini iz tamkajšnje province nudijo novicijat kandidatom iz večjih provinc, torej ne samo iz ene, in zato je kar ponovali kar tak mednarodni novicijat. Dosedanja izkušnja je pokazala, da to je nekaj na Portu, ker v Sloveniji greš v drugo okolje. Hkrati je pa to ena velika obogatitev. Velika obogatitev, da zaznaš tudi eno čutenje, kulturo enega drugega naroda in tudi kako nekje drugje. Pa tudi to, da začutiš eno tako univerzalnost našega kapucinskega življenja, da to ni posebno samo v Sloveniji, da podobno živijo tudi v drugih deželah Sloveniji, sveta.
Ta novicijat se pravzaprav zaključi potem z prvimi redovnimi zaobljubami, ki so že zavestna odločitev, jaz želim tako živeti, sprejemam ta način življenja. In kot znamenje tudi te prvih zaobljub je tudi preobleka, takrat dobi redovno obleko. Po novicijatu je potem še tretja etapa, ki pa spet poteka v Sloveniji, to pa imenujemo ponovicijat. Pa gre res za tisto še bolj odkrivanje, kako bom jaz kot brat Kapucin pravzaprav živel, kako se bom vključeval v bratstvo, ki je v moje mesto, tudi odkrivanje konkretnega poslanstva, kaj bom, ali se bom posvečal bolj kot duhovnik katerim področjem, ali pa tudi odkrijem, da bom brat Kapucin, pa ne bom duhovnik, ampak se bom pa posvečal nekim drugim stvarem. Zopet, to gre za to odkrivanje pravnega poslanstva in pa dokončno tudi preverjanje, ali je res to moj način življenja. Ali je res to moj način življenja. To obdobje se potem pa zaključi z večjimi zaobljubami, ki bi lahko primerjal s poroko. Ker gre za eno zavezo, življenjsko zavezo, jaz se odločam, da bom vse življenje tako živel. Eni vaši bratje živijo kot redovniki, nekateri pa tudi so potem duhovniki. Ne? Vsi smo redovniki. Vsi smo redovniki. Duhovništvo je posebno poslanstvo za nas. Kot Kapucin sem tudi duhovnik. Torej upravljam tudi duhovniška opravila. Nekateri res tudi kot duhovniki upravljajo opravila, kot jih upravljajo drugi duhovniki, to meni ne vodijo župnije. Ne pa vsi. In to je edina možnost. Recimo, jaz sedaj, tudi prej, ko nisem provincial, sem tukaj vodil dom. Ni to isto kot vodenje župnije. Tudi drugi se posvečajo, predvsem lahko še potem pastorali mladih ali pastorali po misijonih, ali tudi predvsem nekateri starejši se potem posvečajo predvsem pomoči po župnijah tudi, ali spovedovanju. Zelo različno. Kako pa vidite krščansko družino v tem mešanem okolju? Verjetno nekaj dosti za to drugačno okolje, ker je pač mešano. Mislite, mešano evangeličansko-katoliško. Preprosto danes je tudi življenje družine temelji na odločitvah. Da ni v družini ničesar samo posebej imevnega. Če morda v preteklosti bilo, da pač določene stvari, da versko življenje je bilo samo posebno umevno v župnijah, v družinah, da danes verjetno nikjer ni. Preprosto se mora družina odločiti za to, kako bo oblikovala svoje življenje, ali bo tudi dala en verski pečat svoji družini in izčrpala iz vere in pa na ta način oblikovala svojo družinsko življenje. Gotovo, da tule prihaja tudi do vpliva. In da, tako kot pravzaprav se tudi v drugem svetu vplivajo različni pa drugi tokovi na življenje družine. Je pa verjetno molitev sveta maša tista, ki družino poveže kljub različnosti, težavam, križem, ki prihajajo preizkušnjo. Jaz bolj vidim problem družine v tem, da preprosto družba premalo omogoča družinam, da bi lahko bile družine. Da jih preveč razcefra. Da preprosto zelo težko najdeti čas, da bi lahko bili skupaj kot družina. In potem pa še takrat, ko so lahko skupaj kot družina, marsikdaj reševanje toliko problemov, da niso kakovostni skupaj kot družina. Ko tukaj v naš dom prihajajo družine tudi, vidim, kako je to dragocen čas. Da je to en čas, ki si ga tudi družina lahko vzame za sebe.
da so skupaj, da se res lahko posvetijo drug drugemu, da se lahko veselijo drug drugega, da ni neke napetosti, neke bežanja in tako naprej. Tako da tudi družine rade prihajajo v naš dom, cele družine. Nekaj programov prav namenjenih cele družine. To je lepo. So kar obiskane? Torej, zelo lepo je obiskan poletni teden za slovenske družine, kjer se zberejo družine iz različnih koncev sveta. Tako da precej iz Slovenije, tudi precej iz slovenske iz Koroške, iz avstrijske Koroške, pač slovenskih družin. Ena družina zdaj redno prihaja že iz Norveške, torej, ja, iz Nemčije. In takrat se res bere tukaj okrog 100 oseb, vse skupaj, to meni tam 25-30 družin. Potem za družine je tak lep trenutek tudi skupno silvestrovanje in pa predtem tudi kratka duhovna obnova, trodnevna. Tudi nekatere družine so kar postale redne pri tem, ker vsako leto že pridejo. Ravno leto smo imeli dve družini, ki so rekli, ja, ta naš najmanjši otrok pa še ne pozna drugega silvestrovanja kot tu pri vas. Lepo. So že toliko ves čas prihajali k nam ob tem času. To se pravi, lahko rečemo, da je Bog velik. Žal se je čas tisti, ki nas pelje k koncu te zanimive oddaje. Kaj bi položili na srce našim gledalcem oddaje Pot poti? Neko nakratko bi rekel, lahko samo to, da izredno pomembno za človeka je, da najde nam res tisto pravo polnost življenja, zadovoljno življenje in da tisti, ki nam najbolj lahko zagotovi, da pridemo do tega, je Bog in pa povezano z njim. Zahvaljujem se vam za pogovor in vam na vaši duhovni poti želim obilo Božjega blagoslova in ostanite še vsi bratje kapucini, še naprej tako blizu malemu človeku, da boste prinašali Božjo ljubezen, mir in harmonijo in da bodo ljudje še naprej tako čutili tisto toplino Boga, ko bodo v bližu vaših bratov. Pokloni. Hvala. Vse dobro sem. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Prekmurja z tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija.